Prej sem omenil, da bo tematika, s katero bomo nadaljevali, pravzaprav porazdelitev nabojev. To se pravi, mogoče dajmo kar v tem smislu napisati tudi naslov. Porazdelitve nabojev. Morda takole približno gre, če smo se prej pogovarjali, kaj električni naboj je, se bomo pa zdaj pogovarjali, v kakšnih oblikah, v kakšnih porazdelitvah se ta naboj nahaja. In mi bomo postavili potem neke modele, s katerimi bomo lahko vstopali v enačbe. Ena stvar, ki nam bo mogoče pri tem pomagala, je, da ponovimo iz fizike, kaj je to gostota kot pojem. Gostota. Kaj je gostota? Ok, ja, super. To se pravi, kolegica je izpostavila masa na volumen, na prostorsko enoto. Še nekdo drug je lepo rekel, neka količina deljeno z... Ja, torej, temu bi rekli masna gostota ali pa prostorska gostota mase. Ne? Vi ste to označili verjetno z RO, tudi rekli ste specifična gostota snovi temu. Ne? Ok, jaz bi še mogoče na en primer opozoril, ki nam bo to definicijo še nekoliko v drugi luči osvetlil. Kaj pa je to gostota prebivalstva? Prebivalci na? Tam je pa kvadratni kilometer, meter, kakorkoli hočemo, tam pa ni prostorska enota. Kar vam hočem povedati je, da ta pojem gostote mi lahko uporabljamo tako za prostorsko, kot za ploskovno, ne nazadnje tudi lahko za linijsko gostoto. To se pravi, bi z drugo besedo si malo pomagali pri tem, da opišemo, kakšno gostoto imamo v misli. In bi mogoče kar tako približno začeli, da rečemo prostorska ali volumska ali prostorninska gostota nabojev. Prostorska gostota ali porazdelitev, torej gostota naboja. Bomo s tem začeli, da bomo še pol oznako, pa tudi povedali, kakšne ima enote. Ampak takole približno si dajmo predstavljati, zdaj je že malo aktualno, bilo čez vikend, da se je pojavljala megla, in ta megla je pravzaprav, kaj je megla? To so neke drobne kapljice vode, ki lebdijo v zraku. Ampak tudi, če pogledate v nebo, vidite oblake, ki so megla, da so različno gosti. In to je tisto, kar potem nam da mogoče misliti, da mi pač, tudi če imamo neko prostorsko porazdelitev, v tem primeru kapljic, je ta neenakomerna. Okay? In če hočemo nekako opisati to gostoto, potem si pravzaprav v obzir vzamemo en majhen volumen. Ta majhen je majhen v matematičnem smislu. To je tisto, kar smo prej rekli, da označimo kot delta V. Mali V bo volumen, delta pomeni nekako, da to ni tako majhen, da bi šli med posamezne kapljice v medatomski prostor, pa bili v nekem vakuumu, ampak da ta volumen še vedno ima nekaj milijonov kapljic noter, ampak lahko pa, če smo dovolj daleč, trdimo, da je znotraj tega volumna pa
približno enakomerna gostota tega našega, pač v našem primeru naboja. To se pravi, bi takole rekel, ne, tole je majhen volumen, in dobro, če si zraven dopišete, tako majhen, da je znotraj tega volumna približno enakomerna gostota. To pa ne bo, ne, zdaj znotraj tega volumna. In mi rečemo, po drugi strani, ne, če je tole ta majhen volumen, o katerem govorimo, ne pa ta majhen volumen ima nek majhen naboj. Pač ta majhen naboj bomo pa označili kot naboj dq. Pač znamo ga zmeriti toliko in toliko milikolonov zaradi mene, ali pa mikrokolonov, ali pa karkoli. Ne. Se pravi, mi zdaj, če govorimo o gostoti naboja, bomo naredili točno to, kar ste vi prej predlagali. Ne. To se pravi, mi govorimo o količniku med tem nabojem v tem majhnem izseku, ki smo ga tlele iz megle ven zrezali, in ta majhen izsek delimo z volumnom in ta količnik nam predstavlja gostoto naboja v tej majhni točki. Zdaj, če hočem matematično zapisati, da gre za majhno točko, bi matematiki rekli, da gre ta naš volumen proti nič. Mi smo pa rekli, ne sme iti proti nič, da ne bomo mi padli v nek prazen prostor med elektroni. Ne. Ampak vsem si predstavljate, da gre na neko zelo majhno vrednost, to lahko v narekovajih tukaj zapišemo, tako približno smo tudi v učbeniku naredili. Ne. In ta količnik bomo zdaj zapisali, na eni strani najprej označili kot ρ. In ρ je simbol, s katerim bomo v elektrotehniki označevali prostorsko gostoto naboja. In če smo se pogovarjali, da je naboj v kolonih ali amper sekundah, je gostota potem prostorska amper sekunde na kubičen meter. Ja, tole smo pa ravno prej povedali, če nekaj zlimitiramo proti nič, potem bi pa to v principu zapisali dq vlomljeno z dv. Ne. To pa že avtomatsko pomeni, da gre za en zelo majhen diferencial, temu rečemo volumna, v katerem se seveda tudi nahaja zelo malo, temu rečemo diferencial naboja. Ne. Ok, zdaj z eno ilustracijo bi morda tale zgled naredil. Dajmo v obzir vzeti en prevodni material. Najbolj pogosto se kot prevodni material uporablja baker, pa aluminij, železo in tako naprej. Pač veliko je teh prevodnih materialov, se bomo z njimi srečevali. Dajmo se pogovarjati o prostih elektronih v tem prevodnem materialu. Zdaj, če bi vas vprašal, koliko je naboja v bakru, suma sumarum je odgovor nič. To, koliko je pozitivnih nosilcev, je negativnih nosilcev. Ne. Če pa pogledamo baker, na periodnem sistemu je na 29. mestu, kar pomeni, da ima 4 lupine polne, 3 polne, ne, 2, 8, 18 in na 4. lupini je en sam elektron. V principu to pomeni, da toliko, kolikor imamo atomov bakra v prostorski enoti, toliko imamo tudi teh tako imenovanih prostih elektronov, o katerih sem prej govoril, če se spomnite. In te so tisti, ki potem prispevajo k toku, to je tisto, kar smo rekli, bomo zelo kmalu uporabili, da bomo hitrost delcev izračunali. Ampak rečemo, da je to pri normalnih termičnih razmerah. Zdaj, če bi ta baker segrel, bi bilo pa teh prostih nosilcev lahko tudi več, bi se še kakšen iz kakšne druge lupine strgal. Ampak, ok, dajmo pač te predpostavke imeti, pa rečemo presežnih
prostih elektronov imamo toliko, kolikor je delcev v snovi. Zdaj, konkretno je to, bom kar napisal s črko N, je 8,4 krat 10 na 28 delcev na kubičen meter. Pa bom pisal samo na kubičen meter. Ne? Zdaj, če bi to pomnožili, ker govorimo, toliko je atomov in toliko je hkrati tudi tistih elektronov na zunanji lupini, če bi to pomnožili z nabojem elektrona, za katerega smo rekli, da je 1,6 krat 10 na minus 19 amper sekunde, pa dajmo minus tle spredaj, ker je to elektrona, ne? Potem bi lahko dobili produkt, da je to prostorska gostota nabojev teh prostih elektronov n krat ta minus E0 je minus 1,34 krat 10 na 10 kulona na kubičen meter. Zdaj si predstavljate, koliko ogromno je, bi rekel, tega naboja in tudi, če to poskaliramo v kubičen milimeter, ne? Mili je 10 na minus tretjo in tako naprej, dajte to potem poračunati, ne? Boste še vedno dobili, da je to ogromno delcev in da je to pač tudi veliko naboja, ne? Ok, takole malo za ilustracijo, mi bomo, bi rekel, tole še uporabili naprej pri tistem, kar sem obljubil, da bomo izračunali, kakšna je hitrost gibanja posameznih delcev, ne. Prav, dajmo potem vstopiti kar v drug segment, to je ploskovna gostota naboja. Ali pa ploskovna porazdelitev naboja, ali pa na kratko tudi lahko ploskovni naboj. Pa dajmo že kar takoj povedati, da jo označujemo s črko sigma in tako kot ste prej povedali, gostota prebivalstva, a ne, ki je določena kot število prebivalcev na ploskev. Jaz mislim, da tudi tukaj lahko zdaj, kar bi rekel, precej učinkovito vstopimo v ta zapis, da je to naboj na površini, ko gre površina proti nič. In je to dq ulomljeno z dA. Nekaj besed bi najprej namenil temu, čemu se sploh s ploskovnim nabojem ukvarjamo. Namreč, takole gre. Če imamo nek objekt, mi bomo temu lahko rekli splošen kovinski objekt, lahko je krogla kovinska zaradi mene, če si predstavljate. In to kroglo naelektrimo z nekim nabojem Q, potem se ta naboj razporedi po krogli. Že z preprostim razmišljanjem, ko bomo
začeli govoriti o Coulombnovi sili, pa povedali, da se dva istoimensko, recimo pozitivno naelektrena naboja odbijata med sabo, boste si lahko predstavljali, da če damo dva nosilca pozitivna in če se odbijata med sabo, da bosta probala čim bolj se oddaljiti. Če bomo dali 3, se bodo postavili spet na eno veliko razdaljo. Torej, mi bomo do tega še prišli, ampak kar je mogoče v smislu, v luči tega, zakaj to obravnavamo, treba vedeti, je, da se naboj vedno porazdeli, prost naboj vedno porazdeli, pa presežen naboj vedno porazdeli v tem smislu, da se nabere na sami površini objekta, v zgornji plasti. To se pravi, to je tista zgornja plast enega angstrema, ki je približen v velikostnem razredu enega atoma in lahko bi bila vaša skrb, kaj pa, če bomo tega naboja toliko veliko nametali gor, da v principu bo potreba potem, da bi se tej naboji tudi bolj noter razporejali. Ne? Pa bomo mi prišli do tega zaključka, nekaj bomo že zdaj na to temo naredili, pri izgledu, mislim, da v principu, tudi če mi to snov zelo, zelo močno naelektrimo, kajti če jo zelo, zelo močno naelektrimo, tvegamo, da pride do preboja, še vedno ima presežen elektron samo recimo vsak 10.000 atomov. Si predstavljate? Se pravi, tudi če bi bilo takole, število atomov, kot je vas v predavalnici, pa še 10-krat, pa še 100-krat toliko, bi morda imeli enega srečneža, ki bi imel ta presežen elektron. Tako da ni bojazni, da bi mogli tukaj v notranjost strukture. In zdaj, po mojem, si znate predstavljati, ker se v bistvu ves naboj na prevodnem objektu nabere na površini, imamo potrebo potem, da bi ta naboj opisali kot ploskovni naboj na površini sigma, kot smo ga tule določili. Dajmo torej malo na nek način preskočiti samo snovjo naprej in dajmo zapisati eno zvezo, do katere se bomo mi z izpeljavami šele dokopali. Torej, ne vprašati, od kje sem zdaj to dobil, bomo potem kasneje videli, da tole velja. In sicer obstaja zveza med električnim poljem, tukaj v okolici, pravokotno je, v elektrostatiki, lahko tudi ni čisto pravokotno, pa ker bomo nadaljevali z tokovnim poljem. In produkt tega električnega polja in ene konstante, tole konstanto bomo poimenovali, nam da ravno ta ploskovni naboj, ki to polje povzroča. To se pravi, sigma tukaj le gor nam povzroča električno polje E in zvezo, brez vektorskega znaka, se pravi, samo za absolutno vrednost sem tukaj zapisal. Zdaj, medklic je dielektričnost praznega prostora ali pa relativna permitivnost, ampak kakorkoli. Prej sem omenil, da imamo v elektrotehniki ogromno nekih količin, nimamo pa toliko veliko konstant. Praktično imamo tole, to je dielektričnost praznega prostora, in imamo tole, to je magnetna permeabilnost praznega prostora, pa še tele dve konstanti sta povezani med sabo preko svetlobne hitrosti. Svetlobna hitrost, pa veste, da je tudi v fiziki zelo pomembna konstanta in je zelo natančno določena. Tako da v principu mi imamo eno konstanto, ki je določena, druga konstanta, to je 4π × 10⁻⁷, druga konstanta se pa preko svetlobne hitrosti preračuna
In ta konstanta ima vrednost 8,85 krat 10 na minus 12 amper sekunde na voltmeter. In jo bomo tukaj pri tem zgledu uporabili. Ne. Ok, da se vrnem. Ne. Prej smo omenili, če bi mi tale objekt naelektrili do maksimalne možnosti, sem rekel, potem nas omejuje to, da če imamo tukaj le zrak, pride v zraku do preboja in preboj je določen z maksimalno vrednostjo, ki mu rečemo prebojna trdnost zraka, 3 krat 10 na 6 volta na meter. In zdaj dajmo te dve številki med sabo zmnožiti in dobimo 26,5 mikrokulona na kvadratni meter. Če se kdo sprašuje, zakaj sem jaz zdaj to enačbo malo vnaprej pripeljal, zgolj zato, da pri tem zgledu dobite en občutek, kakšne so te vrednosti ploskovne gostote naboja. Pa pazite, povedal sem, da je to vrednost, ko dosežemo pravzaprav preboj. To se pravi, smo šli zelo v velike vrednosti. Takole in tudi pri ploskovnih gostotah je zelo podobno, to se pravi, mi imamo lahko neko ploskov neenakomerno naelektreno. Če si predstavljate, da je to neka ploskev, potem imate, bom ploskvi rekel A, potem imamo tukaj le gor lahko neenakomerno naelektreno in to bi mi lahko razrezali na manjše ploskvice dA. Jaz sem tukaj narisal, kot da so takele oblike in te oblike so dA in posamezna ta ploskvica ima naboj dQ, s katerim smo mi vstopili v tole enačbo. Če vam samo malo skušam na en tak igriv način tole predstaviti, verjetno ste kdaj vzletali z letalom, pa ko gledate dol pokrajino, vidite dol en kup njiv in vsaka izmed njiv je drugače obdelana. Ena njiva ima mogoče isto poljščino, gostej posijano, druga redkej, ena njiva je bolj pognejena, druga manj, ena njiva je bila sijana ob pravem času, druga ob pozebi. In zato je hektarski donos posameznih njiv med sabo različen, gostota poljščin je različna, tako kot je gostota naboja tukaj različna. Ampak, ko se vi dvigate, vidite celotno pokrajino in če bi vas vprašal, koliko je vsega skupaj, bi lepo znali povedati, tole njivo, znotraj te njive lahko rečem, da je približno konstantna gostota in to gostoto pomnožim z njeno površino. Tole njivo, ki je obdelana strani nekoga drugega, zopet lahko trdim, da je približno konstantna gostota in njeno površino pomnožim z njeno ploščino in tako vse skupaj seštejem, da dobim celoten donos. In to bomo mi tudi čez nekaj trenutkov še naredili. Dajmo si pogledati tretjo obliko od 4, ki jih imamo. To je linijska gostota naboja. In bi najprej zopet izpostavil, zakaj se s to linijsko gostoto ukvarjam. Imenujemo jo tudi premi naboj, imenujemo jo tudi dolžinska gostota. Tako da dajte te izraze poskušati enakovredno tretirati. Verjetno je zdaj že kar razumljivo, da je to zdaj meter na meter in tale Q bom najprej zapisal, pa spet spregovoril o praktičnih aplikacijah, da je to naboj
delta Q na dolžino delta L, ko gre ta delta L proti nič in da je to dQ ulomljeno z dl, če matematično zapišemo to z diferencijali. Žice so tista naša motivacija. Žica je neka krivulja. Krivulje bomo označevali s črko L, tako kot smo ploščino s črko A, tako kot volumen s črko V, tako krivuljo s črko L. In na tej žici je lahko neenakomeren naboj. Mi pač opazujemo en kratek izsek te žice, temu kratkemu izseku rečemo delta L in ta kratek izsek te žice ima gor naboj dQ. In to razmerje nam da v bistvu vrednost linijske gostote naboja, ki jo označujemo z malo črko Q in pripada enota amper sekunda ali kulon na meter. In zadnji v tej seriji so točkasti naboji. Točkasti naboji. Glejte, razumljivo je, da naboja v točko stlačiti ne moramo, ne? Ampak, če ste prej pozorno poslušali, sem že govoril o praktičnih aplikacijah, recimo prašnega elektrenja, praškasti delci, to so pa točke, ko jih opazujemo, ne? Označili jih bomo kot Q in dajte si predstavljati, če jih imamo takole ene par, lahko jim rečemo Q1, Q2, QI je IT naboj in ta zadnji naj bo QN, to se pravi prvi, drugi IT nati. Boste kmalu razumeli, zakaj sem tole takole poštevilčil, ne? Če smo že pri tem razmišljanju, kaj je točkasto, ne? Tale list, če ga jaz tle držim, to je neka ploskev. Če bo ta list dvignil en sošolc tam zadaj, pa ga bom jaz tudi tule gledal, bo ta list zame že izgledal skoraj kot točka. Če pogledamo naš planet, Zemljo, potem bi mi lahko trdili, da imamo občutek, da je ta Zemlja ravna, ker smo tako blizu nje, da je z naše perspektive to vse ravno. Če se oddaljujemo od te Zemlje, vidimo, kakšne oblike je ta Zemlja, ampak če se še bolj oddaljujemo, potem je ta Zemlja ena majhna pikica, točka. To se pravi, vidite, da gre za relativnost opazovanja. Če imamo mi nekaj nabojev, pa se mi nahajamo sred teh nabojev, potem je to neka prostorska porazdelitev. Če pa te naboje zapustimo, pa se umaknemo kilometer stran, je to točkasta porazdelitev naboja. Isti naboji. Ok, za zaključek bi potegnili celokupno vsoto tega naboja ravno zato, da bi te enačbe, ki smo jih pripravili, obrnili. Pa dajmo naše razmišljanje, prosim, takole postaviti. Dajmo imeti en velik prostor, v katerem se naj, zato da ne bomo preveč časa porabili, nahajajo vse te oblike naboja, o katerih smo zdajle govorili. Imejmo volumen, mogoče ga prej nismo označili na tak način, pa bomo to zdaj naredili. Volumen, s pisano črko V ga bom označil, še tako malo pogodsko. To je ta volumen, v katerem imamo neenakomerno gostoto naboja. To je bila prva oblika, o kateri smo govorili. Se pravi, prostorska gostota, ki se nam spreminja v odvisnosti od točke T, kje se nahajamo. Tega prej nisem posebej poudarjal. In tukaj le noter smo rekli, izberemo en majhen volumen.
dv. Ok. Nadaljujmo z drugim elementom, za katerega smo rekli, je takale ploskvica. To, da je to ploskvica, bom narisal s tem, da bom takole malo poudaril, da je to neka ploskev. Ploskev A smo jo označili. Ta naj bo neenakomerno pokrita s ploskovnim nabojem sigma, ki je odvisen od točke, kje se na tej ploskvi nahajamo. In ta majhen izsek tukajle smo označili za dA. Potem tretji gradnik, ki smo ga spoznali, je bila krivulja L, na kateri imamo mali Q, spet neenakomerno porazdelitev linijskega naboja, en izsek tukajle naj bo dL, sicer krivuljo označimo z velikim pisanim L. In četrti element, tukaj naj bodo tej točkasti naboji, ki so Q1, Q2, Q3, zaradi mene QI in QN je ta zadnji. Takole. Vse, kar smo imeli, sem zapakiral sem noter in dajte imeti v mislih, da bom zdajle v enačbah, jaz bom pokazal to samo na eni, na ostalih bi naredili na podoben način. Ven izrazu dQ je enako mali q krat dl. In podobno, dQ je rho dv. dQ je sigma krat dA. Se pravi, tele enačbe sem tako obrnil, da ven izrazim, koliko je diferencijala naboja v temle koščku žice, v tele ploskvici ploskve, v temle volumnu celotnega volumna in pa za točke imamo že kar direktno izraženo. Ok. Zdaj bi pa za ta prostor izrazil ven, ali pa zapisal ven, koliko je celoten naboj. Q celoten je enako. Pa pejmo po vrst. Tukaj le moram, zdaj pa paste, jaz sem pisal simboličen zapis, ki ne bo vodil v to, da bom kaj izračunal. Simboličen samo zato, da počasi začnemo povezovati jezik matematikov z našim inženirskim jezikom, da boste razumeli pravzaprav, kaj je z vidika operacije sploh za temi simboli, ki jih pišemo. Konkretno bom napisal integral. Integral pomeni, da nekaj seštejemo. In bi rekel, tako kot sem vas prej že napeljal na primeru tistih nivic, majhnih njiv, ki jih seštevamo iz visoke perspektive, zato da dobimo celotno vsoto, tako moramo mi integrirati. Bomo prišli tudi do teh nivic. Ampak pejmo po vrsti, prosim. Torej, dajmo reči, seštevamo, koliko je prostorska gostota seštevamo po teh majhnih volumnih preko celotnega volumna pisani V. Pod integral sem zapisal samo to, preko česa vsega seštejemo. To se pravi preko celotnega volumna. Tukaj ni zgornje spodnje meje, kot ste navajeni. Šele ko boste to v nekaj konkretnega za izračunati prevedli, recimo na vajah, boste potem pisali meje. Za nas je to simbol, ta integral je simbol, da nekaj seštevamo. Plus, zdaj se pogovarjamo o teh nivicah. Rekli smo, da moramo sešteti ploskovni pridelek v narekovajih po celotnih teh majhnih ploskvicah. In to pomeni sigma krat dA preko vseh ploskvic znotraj površine A. Plus potem seštevamo linijsko gostoto naboja mali q po teh majhnih odsekovnih dolžinicah za celotno krivuljo L.
Tukaj imamo neke zvezne porazdelitve, zato so to integrali. Zdaj pa vstopamo še v tole zadnjo, ta je pa diskretna porazdelitev, to bomo pa zapisali posebej, ker mi je tamle prostora tudi zmanjkalo, ampak ne zato. To je pa suma ali vsota, QI, to se pravi, seštevamo naboj posameznih točkastih nabojev, IT je splošni naboj, smo rekli, QI je IT, ne? In gremo od prvega do n-tega. Torej, I je 1 do n. In tole, kar smo zapisali, nam bo dal skupen celoten naboj, ne glede na to, ali je volumska, ploskovna, prema ali točkasta porazdelitev. Kakšno vprašanje?